stoletnica ustanove bolnišnice za ženske bolezni in porodničarstvo. Zdajle se bomo preselili malo na ginekološko kliniko, to je, se pravi, klinični oddelek za reprodukcijo. Vidite, kako to iz zraka lepo izgleda. Evo, tukaj bodo zdaj povedali par stvari o 40 let postopkov. Pazite, 40 let postopkov zunaj telesne oploditve na ginekološki kliniki Ljubljana. A ne, gre za dolgo dobo in za pridobljenega veliko znanja. In še vedno velja, da smo ena redkih držav, ki nudi parom kar 6 brezplačnih postopkov. Leta 1983 smo, tako pravijo, na ginekološki kliniki v Ljubljani opravili prvo zunajtelesno oploditev ter tako postavili nov mejnik v reproduktivni medicini. Do prve nosečnosti je prišlo že v prvem letu delovanja, do prvega poroda dvojčic pa leta 1984. Se pravi, 5.10.1984 sta se rodili prvi dvojčici v Sloveniji, spočeti po postopku zunajtelesne oploditve. Ginekološka klinika Ljubljana je postala ena izmed prvih klinik na svetu, ki je uspešno opravljala tovrstne postopke. S podobnimi postopki zunajtelesne oploditve so neplodnim parom odprte v Sloveniji številne možnosti za, v navednicah, uspešno zdravljenje neplodnosti. Ne vem, kako se neplodnost lahko naredi plodna in tako naprej. Plodnost narediti neplodno, ok, ampak obratno je malo težje. Principe postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo uporabljajo in nadgrajujejo tudi na drugih področjih pri odkrivanju in preprečevanju prenosa težkih bolezni na potomstvo in shranjevanje genetskega materiala pred prezgodnjo odpovedjo jajčnikov. Ustvariti novo življenje, vzgojiti prave pogoje za rast in razvoj zarodka, spremljati in poroditi otroka na ta svet je neprecenljivo. In pravijo, da so v zadnjih 10 letih s pomočjo postopkov zunajtelesne oploditve pomagali pri spočetju več kot 3400 otrok. V Sloveniji torej 3400 otrok zunajtelesne oploditve. Trenutno je v vsakem šolskem razredu najmanj en otrok spočet s postopkom zunajtelesne oploditve. Okay. In na oddelku za reprodukcijo jih s ponosom imenujejo naši otroci. Zakaj menite, da so film, ki vam ga bom pokazal, uredili pred dobrimi 10 dnevi? To je naslovnica tega, kar vam bom zdajle pokazal. Namreč, če vtipkate v Google fertility COVID injection, kako injekcije vplivajo na neplodnost, COVID injekcije, boste dobili na tone člankov, ki govorijo, kako je dobro, da se mamice cepijo, kajti šele takrat bodo lahko rodile. Ok. Enako vam bo govoril dr. Fauci ob pogledu ljubljanske predstavitve ginekološke klinike in povedal, a gremo najprej v klinični center, gremo pogledati naše uspešne, svetovno znane zdravnike, ki pomagajo pri zdravljenju neplodnosti. Klinični oddelek za reprodukcijo je najmlajši oddelek, ki pa je ostal v najstarejši hiši. To za nas nikoli ni rutina. Vsakič, ko slišim, da nekdo zanosi, sem enako vesela, kot sem bila prvi dan pri svoji prvi nosečnici. Včasih se nam zgodi, da smo tule skupaj pri zdravljenju neplodnosti, pri postopkih OBMP ali zunajtelesne oploditve, potem pa se v dežurstvu srečamo še v porodni sobi in takrat se res počutiš izpopolnjenega. Reproduktivna medicina je izjemno dinamično področje in zelo interdisciplinarno. Na razvoj ne vplivajo samo medicinske znanosti, biološke znanosti, genetika, ampak ima velik vpliv tudi sama družba z pravnim vidikom, etičnim, religioznim in filozofskim. A veste, da ravno letos praznujemo 10. obletnico Dnevnega centra za endometriozo in na to smo izjemno ponosni. To je v bistvu prvi taki terciarni projekt, v katerem pregledujemo pacientke, najzahtevnejše pacientke z endometriozo v državi. Izvajamo diagnostiko, napredno diagnostiko endometrioze
kar pomeni, da vidimo endometriozo črevesa tudi z navadnim ultrazvokom. Zdravimo pa naše pacientke v interdisciplinarnem timu skupaj z abdominalnimi kirurgi, torakalnimi kirurgi in urologi. Glede na to, da pogledamo več kot 500 pacientk letno, upamo, da jim vsaj malo pomagamo v njihovem težkem boju proti bolečini in neplodnosti. Profesor Draško Vilfan, profesor Franc Novak in profesorica Lidija Andolšek-Jeras so najbolj zaslužni za uveljavitev in vpeljavo sodobnih metod kontracepcije, ter tudi za razvoj varne metode prekinitve nosečnosti. Uveljavitev te metode povsod po svetu je v 70. letih prejšnjega stoletja omogočila liberalizacijo zakonodaje o splavu povsod po svetu. Tako je bila tudi Jugoslavija in tudi seveda Slovenija prva država na svetu, ki je leta 1974 zapisala pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok v ustavo. V prvih letih obstoja oddelka za reprodukcijo se je ta ukvarjal predvsem s preprečevanjem in odpravo neželenih nosečnosti. Z zdravljenjem neplodnosti smo se začeli ukvarjati šele v 60. letih. V letu 1961 je bilo prvih 18 parov sprejetih pri nas na oddelku oziroma v naših ambulantah, ki niso zanosili ob načrtovanem času. Od takrat naprej se je seveda zdravljenje neplodnosti zelo razširilo. 80. leta so zelo pomembna za Slovenijo. Rojevala se je država, na področju reproduktivne medicine pa je prišlo do zelo naprednega zdravljenja neplodnosti in sicer z uvedbo postopkov zunajtelesne oploditve. Samo 4 leta so bila potrebna, da je profesorica Lidija Andolšek, ki je bila takratna direktorica ginekološke klinike, predstavila ekipo, ki je orala ledino na tem področju. Leta 1983 je prišlo do prve nosečnosti, ki se je žal končala s spontanim splavom. Ampak že leta 1984 so se rodili prvi dvojčki. Mi smo predvsem veseli, da sta dvojčici, ki sta se rodili, zdravi. Rada bi vam predstavila skupino, ki je najbolj zaslužna za ta dogodek. To je docentka Medenova, dr. Ribičeva, asistent Tomaževič, magistra Pompetova. Žal ni med nami docent Hrenove, ki je odsotna. Rada bi pa ob tem povedala, seveda, da to ni samo njihova zasluga, ampak tudi zasluga vseh naših sodelavcev, ki so svojim delom omogočali, da so na podlagi njihovih bogatih izkušenj koristili njihove izkušnje in začeli to delo tudi uspešno razvijati. Danes se tukaj ukvarjamo z celostno obravnavo neplodnosti, tako da najprej poskušamo odkriti vzroke, vkolikor je mogoče jih odpraviti, lahko z zdravljenjem zdravili ali z operativnim zdravljenjem. Vkolikor pa kljub vsemu ne uspemo doseči naravne zanositve, lahko pare usmerimo v postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo. Danes večino dela v stari porodnišnici predstavljata dve poglavitni dejavnosti. To sta kirurška diagnostika in zdravljenje neplodnosti in benigne patologije rodil ter izvajanje postopkov zunajtelesne oploditve. S kirurškimi posegi želimo vzpostaviti pogoje za spontano zanositev, vkolikor pa do te ne pride, pare napotimo v postopke zunajtelesne oploditve. V tem pogledu smo eden redkih centrov v svetovnem merilu, ki izvaja obe dejavnosti na enem mestu in na ta način omogočamo celostno obravnavo neplodnosti. Ko se par naroči za postopek OBMP in sprejme, pride k nam na oddelek. Oddelku pravimo neke vrste učilnica. Na oddelku se moramo prvo spoznati, potem pa jih naučiti, kako naj si dajo terapijo, kako naj se aplicirajo. Nekateri se odločijo, da bodo dajali sami, kdo tudi pride kdaj k nam, pa jim dajemo injekcije. Skratka, pogovorimo se z njimi, se spoznamo, povemo, da bodo večkrat prišli k nam, jim stojimo ob strani, rešujemo njihove tudi ostale zadeve, kar se tiče službe, kar sprogramiramo, da se vse izteče časovno,
da lahko grejo tudi v službo. Skratka, stojimo jim ob strani in smo jim svetovalci za psihološko pomoč tudi in za vse ostalo, kar se tiče postopka OBMP. Postopek zunajtelesne oploditve je sestavljen iz kliničnega in laboratorijskega dela. Po spodbujanju s hormoni v postopku zunajtelesne oploditve v jajčnikih rastejo številni folikli, kar spremljamo s serijskimi ultrazvočnimi preiskavami. Ko ti folikli dosežejo določeno velikost, bolnice prejmejo posebno injekcijo, tako imenovano stop injekcijo, ki povzroči dozorevanje jajčnih celic znotraj foliklov, kar je nujno potrebno za nadaljnjo uspešno oploditev s semenčico. No, 36 ur po dozorevanju jajčnih celic, potem ko apliciramo tisto zadnjo injekcijo, ki jo rečemo štop injekcija, opravimo punkcijo jajčnih celic. Punkcijo jajčnih celic opravimo v jutranjem času v operacijski dvorani in sicer jo lahko opravimo v splošni anesteziji ali pa v lokalni anesteziji. Potem pa rabimo tudi gospoda. Gospod da svoj vzorec in potem vse to, kar dobimo, prenesemo v laboratorij. Zarodke po gojenju v laboratoriju 5. dan prenesemo v maternico. To je čisto enostaven in hiter poseg in je v bistvu zadnje dejanje pred zanositvijo. V maternico prenesemo najlepši zarodek, ostale pa zamrznemo. Zatem jih naknadno prenesemo v maternico v spontanem ciklusu ali pa s pomočjo zdravil. V laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo se ukvarjamo z obdelavo jajčnih celic, semena in v bistvu ustvarjanjem zarodkov, če temu lahko tako rečemo. Zarodke gojimo več dni, ko so dovolj razviti, jih prenesemo nazaj v maternico. Tiste, ki pa so dovolj dobre kvalitete in jih ne moremo prenesti v maternico, tiste pa lahko zamrznemo in jih potem porabimo kasneje, ko pač ženska pride do tega trenutka, da jih potrebuje. Pri parih znamo preprečiti prenos genetskih bolezni na potomce. Pri tem nam postopki za oploditev z biomedicinsko pomočjo služijo kot orodje, da pridemo do zarodkov, ki jih najprej genetsko pregledajo in jih potem šele vstavimo v maternico. Postopek se imenuje predimplantacijska genetska diagnostika. Drugo leto bo minilo 20 let, odkar smo jo prvič uporabili in po tem postopku se je rodilo že preko 100 oziroma preko 120 otrok v Sloveniji. Obravnava moške neplodnosti je osredotočena predvsem okrog analize semena. Vzrokov za moško neplodnost je veliko. Žal pa vzročno zdravljenje velikokrat pravzaprav ni možno. Z razvojem tehnik zunanje oploditve z biomedicinsko pomočjo smo seveda mnogo katere vzroke uspešno premostili. Zato je danes lahko oče marsikateri moški, ki sicer te možnosti ne bi imel. Na operativnem oddelku pri nas operiramo približno 1200, napravimo približno 1200 operativnih posegov letno, kar pomeni, da mora biti organizacija za 2 operacijski kar vešča, kar utečena. In ker so ženske mlade, je običajno sprejem en dan pred posegom, tako da sestre vse pripravijo in potem so po posegu sprejete v intenzivno enoto, iz katere so v večini primerov naslednji dan tudi že odpuščene domov. Ni zanemarljivo, da se letno v Sloveniji rodi po postopkih OBMP preko 1000 otrok, torej približno 5%. In znanje, ki smo ga pridobili s postopki zunajtelesne oploditve, pa s pridom uporabljamo tudi še v druge namene. Pri bolnicah in bolnikih, ki zbolijo za rakom v reproduktivnem obdobju, jim lahko pomagamo tako, da jim shranimo genetski material z zamrzovanjem. Ko smo se naučili, da imamo zelo dobre rezultate, zelo visok odstotek zanositev po prenosu odmrznenih zarodkov, to s pridom uporabljamo tudi pri teh bolnikih in bolnicah. Če primerjamo naše delo s trenutnim stanjem ali pa recimo kakšno je bilo 40 let nazaj, je v bistvu bil narejen velik napredek na našem področju.
Zdaj, trenutno ne pričakujemo, oziroma imamo občutek, da je naš razvoj dosegel nek plato in ne pričakujemo nekega večjega napredka, kljub temu pa ves čas vlagamo naš trud in energijo tudi v raziskave, da bi trenutne postopke, ki izvajamo, izvajali čim bolj učinkovito in še bolj varno, kot jih trenutno izvajamo. Zelo sem vesela, da nam je to uspelo v teh zadnjih desetletjih tudi nadaljevati delo naših predhodnikov, tako da to prinaša zagotovo zadovoljstvo in seveda zadovoljstvo, da smo nekako zdržali in bili potrpežljivi, ker za take premike ni dovolj 10 let. To so premiki, ki zahtevajo več desetletno delovanje. Nekaj pa je ostalo ves čas popolnoma enako. To delo je neizmerno lepo in hvaležni smo pacientom, da nam dovolijo vstopiti na njihovo najbolj intimno področje, da se lahko z njimi veselimo rojstva zdravega otroka. Ko pride do uspešne zanositve pri paru, ki prej dolgo časa ni imel otrok, takrat so občutki lepi. Takrat se zaveš, da vse to, vsa dela čez dan, po noči, čez vikende, med prazniki, niso bila zaman. Ja, meni se zdi, da so otroci itak najlepše darilo, ki ga lahko imamo, in mislim, da imaš v medicini skoraj težko bolj produktivno delo, kot je to. In vsaka slikca, ki jo dobimo, vsak hvala, ki ga dobimo, pa vsak nasmeh, ki ga vidimo takrat, ko pride ženska na test nosečnosti, nam je čisto zadost, da imamo veliko veselja delati naprej. Društvo Belis za srečno življenje se vsem akterjem, ki smo jih sedaj videli, srčno zahvaljuje za njihovo požrtvovalnost, za njihovo znanje, za vse, kar počnejo v dobro slovenske in svetovne družbe in znanosti. Vendar ob zavedanju, ko to sporočamo, 70 let injekcij, ki je v zadnjih 40 letih na Kliničnem centru v Ljubljani sprožilo svetovno znani dvojčici in na letni ravni smo poslušali, kakšne so številke danes, da je v vsakem razredu en otrok, na letni ravni 1000 plus otrok se rodi izven materičnega telesa. Tako da najprej vam hvala, ampak vaših služb ne bi bilo, če ne bi bilo cepiv in je povsem nepotrebno, kar se dogaja. Zdaj pa tako. Gremo naprej. Vidite naslov Nujno zdravstveno opozorilo za nosečnice. Zadeva se po vseh 75 letih Svetovne zdravstvene organizacije, ki je pod okriljem United Nations, seveda nadaljuje. Rekli so v času epidemije nosečnicam, da večkrat okužba z novim koronavirusom, ki ga nihče ni videl, nihče ni dokazal, vodi do smrti. Strašili so ljudi in strah je najboljše orožje. Zato so rekli, naj se nosečnice cepijo. Poziv nosečnicam, naj se cepijo, da ne umrejo. Kaj in kako sporočajo iz kliničnega centra, smo si pa ravno kar pogledali. Zdaj, po trenutnih podatkih je tveganje za zaplete pri okužbi s COVID-19 v nosečnosti, pravijo v kliničnem centru Ljubljana. Prebiram vam sporočilo, ki so ga v času COVID-a poslali v javnost. Ti strokovnjaki, ki ste jih zdaj gledali, kako naj se cepijo. Čeprav je absolutno tveganje še vedno majhno. Nosečnice imajo večkrat hujši potek bolezni, večkrat je potreben sprejem v intenzivno terapijo, mehanska ventilacija je potrebna in večkrat okužba, tako pravijo, vodi do smrti, kot pri enako starih nosečih ženskah, ki se cepijo. Prav tako okužba s COVID-19 v nosečnosti predstavlja povečano tveganje za prezgodnji porod in carski rez. Pri nosečnicah
z dejavniki tveganja za hujši potek bolezni COVID-19 in pri nosečih zdravstvenih delavkah je cepljenje svetovano, kadar so predvideni koristni učinki cepljenja. Največji od ocenjenega tveganja in koristi cepljenja je potrebno določiti individualno. Dokler ne bo zbranih dovolj podatkov o varnosti cepiva COVID-19 v nosečnosti, ta stavek vam veliko pove. Dokler ne bo zbranih dovolj podatkov, mislim, da vam ta stavek pove vse, da smo testni zajčki. Se svetuje, da ženske sledijo navodilom o upoštevanju varnostne razdalje, umivanje rokic in uporaba mask ter prejmejo cepivo proti gripi in oslovskemu kašlju, ki sta dokazano varni cepivi v nosečnosti. Konec citata, tukaj dodajam društveni stavek. Ne povedo dejstva, da je mRNA trenutno v vseh cepivih, tudi v cepivih proti gripi, proti oslovskemu kašlju, ki niso več dokazano varna cepiva. Bila so, zdaj pa niso več, kar smo v društvu Belis večkrat dokazano na podlagi uradnih podatkov proizvajalcev poročali v naših videoposnetkih, ki so nam jih preko 400 z vseh kanalov YouTube zbrisali, in sicer reanalogizacija 1, reanalogizacija 2, reanalogizacija 3 in v 4. delu, kjer smo v dokumentih pokazali, da trenutno vsa cepiva, ki jim pravijo varna in se imenujejo drugače kot COVID, in jih sedaj uporabljajo za laž, da so to preizkušena in varna cepiva. Ne cepiti vaših otrok in sebe, ker je samo ena velika laž. Ok? Nadalje, kaj povedo, nadaljujem njihov citat, da se v primeru cepljenja proti COVID-19 svetuje odloženo cepljenje proti gripi in oslovskemu kašlju, vsaj z 14-dnevnim zamikom. Vse bodo naredili, samo da vas pocepijo. Tudi odložili bodo, pa vse opravičila, vse sam, da se boste cepili. V primeru cepljenja, pravijo dalje s COVID-19, cepivom pred zanositvijo ali v nosečnosti, naj gospa o cepljenju obvesti izbranega ginekologa ali porodničarja. To je zapisala skupina za pripravo in posodabljanje priporočil COVID-19, Marijana Vedmar-Šimic, dr. med, Mirjam Druškovič, dr. med in izredni profesor Miha Lučovnik, dr. med. Ta dokument najdete na spletni strani www.kclj.si dokumenti COVID-19 cepljenje PDF. Ok. Zdaj pa poglejmo sistem posredne prisile v času epidemije, kako je to izgledalo, s katero so noseče matere in nosečnice dobesedno prisilili, da so se cepile. Enak pristop smo ravnokar prebrali, bom rekel jaz, kar naših Mengelejev iz Kliničnega centra Ljubljana. Se niti ne zavedajo, da so Mengeli, ker so tako naučeni in ne vejo, da so to, ker je sistem tako narejen, da ne sme vedeti, ampak izvaja stvari pod sistemu. Ženske in moški so po cepljenju postali ali pa so imeli poškodovane reproduktivne organe, ali so postali povsem neplodni, ali pa imajo trajne posledice, kot smo slišali, ki so neozdravljive. V 3-minutnem videu poročilu bomo videli sistem prisiljanja za cepljenje nosečnic. Video sporočilo, kako so zavajali noseče matere in kakšne so danes po 3 letih posledice. A new urgent CDC health alert for pregnant women, urging them to get a COVID vaccine. New data show that symptomatic pregnant women have more than a 2-fold increased risk of requiring ICU admission and a 70% increased risk of death. The impact of the COVID-19 disease on pregnancy can be profound in a negative way. On the woman who's pregnant herself is at high risk for a severe outcome for COVID for her. The negative impact on the fetus is also very clear right now. Only around 1 in 3 pregnant women nationwide are vaccinated right now. Across the country, public health officials are stepping up their push and in some cases requirements to force people to get the shot. Mark Bishovsky is a respiratory therapist in Minnesota. We had signs outside of our hospital, "I was a hero." Right now I feel expendable.
He's now one of more than 180 healthcare workers in the state suing their employers to stop vaccine mandates. To me, really irresponsible to put this mandate in place without accommodations for the people that have already had COVID and for the folks that have religious exemptions. Today, YouTube said it was banning all anti-vaccine misinformation from its platform, reigniting a heated debate over free speech, censorship, and public safety as more companies hit vaccination deadlines. United Airlines says it's firing nearly 600 employees for refusing to get vaccinated. It's just a matter of choice. Now, I'm vaccinated. I believe in a vaccine, but I also believe in people's opportunity to decide whether to get vaccinated. United CEO says travel won't be impacted. Such a small percentage, and we planned and prepared for this. But in upstate New York, where a vaccine mandate for healthcare workers took effect this week, some doctors are already sounding the alarm about a staffing shortage. It is absolutely a staffing crisis. There's no question about it. It's real. But Gabe, it's worth noting here the number of healthcare workers vaccinated in New York has gone up sharply in recent weeks. Yes, Lester, the governor says more than 92% of healthcare workers in the state have now gotten at least one dose. Proof, she argues, that the mandate is working. But critics say thousands of employees are now out of a job at the worst time. To je torej to poročilo. Kako se je počelo, kako se še vedno počne, vendar bolj v prikriti obliki in celo v skriti obliki, kjer so zdaj vsa cepiva postala COVID cepiva, samo imenujejo se drugače. In zato ni čudno, da so na včerajšnji dan v Švici z lahkoto rekli, COVID cepiva so odpovedana. Zakaj? Zato, ker so v tem letu, ko se ni tako intenzivno cepilo, spravili vsa COVID cepiva v normalna preverjena cepiva. Teh pa ne bodo ljudje preverjali. Tako da na vsak način peljejo svojo agendo naprej. Moram vam povedati, prejšnji teden po našem Zoomu, 109. Zoomu, ponedeljek mi zapiska računalnik in pogledam, kaj vidim. To, kar piše v rdečem, vsak 6. Zemljan je neploden. Ampak to sporoča WHO. Ne par, Zemljan, pazite, Zemljan. In zatem takoj pravica do zdravljenja neplodnosti in takoj, ko naredijo kaos, ko naredijo bolnike, mi dobimo pravico, da se zdravimo in potem to pravico razširijo. Prav? Kdo je zdaj tukaj nor? Vsaka stvar je jasno, da pusti posledice in posledice cepiv zadnjih 70 let in naklepno, dejansko je naklepno povzročanje neplodnosti kot del načrta depopulacije Zemljanov s cepivi. Preden pogledamo, kaj pravi poročilo, ki ga bom prebral, povabim dr. Viktorijo Bevc, ker sem se nehote spravil v njen doktorat, v njeno doktorsko dizertacijo in me je zdaj opozorila, da bi želela še kaj več povedati iz prakse z ljudmi. Viktorija, prosim, stopi do mikrofona, za prihodnji teden smo se že dogovorili, povej. Dober večer, želim sem. Tale tema je, tako veste, zmeraj poboža mojo dušo, ne? Neplodnim parom sem posvetila dejansko 30 let svojega dela v programu priprave na posvojitev, kjer pa je daleč samo priprava na posvojitev, ampak je velik del programa pomoč parom pri preseganju bolečine, stiske, ki jo neplodnost prinese. To je zelo zanimivo področje in sem predlagala Mihaelu, da mogoče naslednjič iz svojega magisterija in doktorata pripravim nekaj, da boste dobili neposredne izkušnje in da bo o teh parih in da boste začutili, kam je ta agenda dregeljna. Kako je dregeljna točno v najbolj občutljivi del človeškega bivanja, torej v poslanstvo, ki ga prinaša tako ženski kot moškemu narava, kozmična danost, življenje,
ki ga dobimo z rojstvom in se ne more identificirati niti uresničiti kot starš. To pravijo, velika večina teh parov pove, da je to ena najtežjih izgub, da je to veliko bolj boleča izguba, kot je izguba najbolj ljubljenega človeka, pa tudi če damo na prvo mesto svoje starše. Tako, več pa naslednjič, pa lepe praznike želim vsem skupaj. Iskrena hvala, to se pravi Viktorija, tako srčno tle pove in z veseljem bomo naslednjič predlagala 45, jaz sem predlagal še dodatnih 45 minut zaradi tega, ker je tema obsežna, tema je zelo aktualna in če mene vprašate, bi bilo dobro, da se to čim bolj potem tudi seveda razširi, da dobijo ljudje prave informacije, ne pa ponarejenih in lažnih informacij ali pa informacij zavitih v celofan. Z drugimi besedami, kot vidite na zaslonu, WHO sporoča, v 75 letih obstoja smo vam ustvarili cepilni bolezenski problem, zdaj bomo ta problem skušali popraviti s trajnim in zelo dragim zdravljenjem. Besede, ki jih uporabljajo, so pravica do zdravstvene oskrbe, pravica do neplodnih in žensk in moških, da se zdravijo. Torej, nam po lažnivem cepljenju dajo potem pravico do zdravljenja. Jaz bom tole zdajle, kar sem dobil, sem prevedel in bom to prebral vam. Nove ocene kažejo omejene razlike v razširjenosti neplodnosti med regijami. Stopnje so primerljive za države z visokim, srednjim in nizkim dohodkom. Spravi, vse gledajo skozi denar. Kar kaže, da je to velik svetovni zdravstveni izziv. Razširjenost v življenju je bila 17,8% v državah z visokim dohodkom in 16,5% v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Poročilo razkriva pomembno resnico, neplodnost ne diskriminira, je dejal dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO, in pravi, zelo velik delež prizadetih ljudi kaže na potrebo po razširitvi dostopa do oskrbe zaradi neplodnosti in zagotovitvi, da to vprašanje ni več zanemarjeno v zdravstvenih raziskavah politik, tako da so varni, učinkoviti in cenovno dostopni načini za starševstvo na voljo tistim, seveda, ki to iščejo. Poročilo razkriva pomembno resnico. Poudarjam, kar je rekel, neplodnost ne diskriminira. Tako je dejal Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO. Neplodnost, pravi, je bolezen moškega ali ženskega reproduktivnega sistema, ki jo opredeljuje nezmožnost zanositve, kot vidite na zaslonu po 12 mesecih ali po več rednih nezaščitenih spolnih odnosih. Lahko povzroči veliko stisko, stigmo in finančne težave, kar vpliva na duševno in psihosocialno slabo počutje prizadetih. Kljub razsežnosti problema so rešitve za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje neplodnosti, vključno s tehnologijo asistirane reprodukcije, kot je oploditev in vitro, kot v krajši besedi k temu rečejo IVF. Poleg tega pravijo, da mora biti oskrba varna, da mora biti učinkovita, podobno kot cepiva in cenovno dostopna za starševstvo in predvsem na voljo vsem tistim, ki iščejo. In to je, pravijo, še vedno premalo financirano in za mnoge ljudi nedostopne zaradi visokih stroškov, družbene stigme in omejene razpoložljivosti. Spomnil sem se prejšnjega filma iz kliničnega centra, ko so rekli, da je 6 terapij zastonj in da je to finančno olajša parom, ki to iščejo. Zanimivo, ne? Pomagajo ti seveda. Trenutno se v večini držav zdravljenje neplodnosti financira iz lastnega žepa, kar prizadetemu ali prizadeti ali paru pogosto povzroči uničujoče finančne stroške. To ugotavlja WHO.
Ljudje v najrevnejših državah porabijo večji delež svojega dohodka za nego plodnosti v primerjavi z drugimi v bogatejših državah. Visoki stroški ljudem pogosto onemogočajo dostop do zdravljenja neplodnosti ali jih pa zaradi iskanja oskrbe pahnejo dobesedno v revščino. Milijoni ljudi se soočajo s katastrofalnimi stroški zdravstvenega varstva potem, ko so se odločili za zdravljenje neplodnosti, zaradi česar je to velik problem pravičnosti in vse prepogosto past zdravstvene revščine za prizadete, je dejala dr. Pascal Altolej, direktorica oddelka za spolno reproduktivnost in reproduktivno zdravje ter raziskave pri WHO, vključno s posebnim programom Združenih narodov za raziskave, razvoj in raziskovalno usposabljanje na področju človeške reprodukcije. Boljše politike in javno financiranje lahko bistveno izboljšajo dostop do zdravljenja in ščitijo revnejša gospodinjstva pred stečajem. Mislim, kar pišejo. Nadaljujem njihovo pisanje. Berem. Čeprav novo poročilo prikazuje preprečljive dokaze o visoki svetovni razširjenosti neplodnosti, poudarja vztrajno pomanjkanje podatkov v številnih državah in nekaterih regijah. Poziva pa države k večji razpoložljivosti nacionalnih podatkov o neplodnosti, razčlenjenih po starosti in vzroku neplodnosti. Pazite, o vzroku neplodnosti. Da bi pomagali pri kvantificiranju, beseda kvantificiranje pomeni samo opazovanje ali samo merjenje neplodnosti, pa tudi pri vedenju, kdo potrebuje oskrbo zaradi plodnosti in kako je mogoče zmanjšati tveganja. Več o tem pa si boste lahko pogledali na povezavah, ki ste jih prejeli po elektronski pošti v vabilu in vas povabim, da poklikate, ker so zvočni in video posnetki z tega področja. Sedaj pa si bomo narahlo pogledali dejstva. Tako, pauzo smo nekako naredili in zdaj po tej pauzi bomo pogledali film Neplodnost, diabolični program Svetovne zdravstvene organizacije.